To je posebej prirejena izdaja za slovenščino in pogosto, kad se sprašujemo, v kakšnih časih živimo. En izmed glavnih označevalcev, ki jih Žižek izpostavi že v sam naslov knjige, je živimo v časih konca. Se pravi, gre za konec globalnega kapitalizma, ki ga zaznamuje tako ekološka kriza, gospodarska kriza, biogenetska revolucija in izbruh različnih družbenih delitev in razhajanj. In temu je posvečena ta knjiga, katere narativni okvir tvori pač ena teorija švicarske psihiatrinje Elizabeth Kübler-Ross, ki je pač razdelala nekih 5 stopenj žalovanja in Žižek izbere pač teh 5 stopenj žalovanja kot okvir, zato da predstavi nekih 5 vidikov današnje vseobsegajoče krize. Pri Kübler-Rossovi recimo je reakcija na novico, da smo zboleli za neozdravljivo boleznijo naslednje zaporedje. Najprej zanikanje, preprosto zavračanje dejstv. Ne more biti res, meni se to že ne zgodi. Spomnite se, kako je bila počakana aktualna ekonomska kriza. Ne gre za krizo, ni kriza in tako naprej. Naslednja stopnja je jeza. Jeza, ki izbruhne, ko dejstvo ni več mogoče zanikati. In danes imamo po celotni Evropi gibanja, ki izražajo to jezo. No? Gibanja, ki so tako pozitivna, saj zame, kot tudi negativna. Množijo se različni populizmi, množijo se pač nevarnosti, kako na hitro znova rešiti strukturne antagonizme in strukturne probleme. Tretja stopnja je barantanja. Upanju pravi psihologinja, da je dejstvo mogoče nekako odložiti ali ublažiti, pač barantamo. Se pravi, si želimo, da bi doživeli konec šolanja svojih otrok, ali pa si želimo, da bi, recimo temu, čim prej šli iz krize. Sledi depresija, žalost in umik libidinalne investicije. Glede na to, da bomo itak umrli, da bomo kretnali, nam je popolnoma vseeno. In na koncu Žižek pač vzame tudi kategorijo sprejetja. Zdaj, ker tega pač ne moramo premagati, se je treba pač popraviti na neizogibno in se s tem spopasti. Sama knjiga je torej razdeljena na 5 konceptualnih delov in tu sledijo vse teme, ki jih Žižek nenehno v zadnjem času obravnava. Problem kritike politične ekonomije oziroma vrnitve kritike politične ekonomije. Problem recimo malih patoloških stvari, moja mala Avstrija je tukaj eno med poglavje. Problem bližnika, odnosa do bližnikov, odnosov populizmu in tako naprej. Problem razmerja med psihoanalizmom in kognitivnimi znanostmi. Tu je pač 4. poglavje, neuronalna travma in vzpon proletarskega kogita. In nazadnje vrnitev k stvari, kos, se pravi, gre za to, kako na novo postaviti na noge neko gibanje in mislim, da se zadnje besede te knjige glasijo, da je pač emancipatorna politika mora preprosto na nek način priti do partije ali emancipatoričnega kolektiva. Skratka, to bi bil oris, zakaj v knjigi gre. Kot vedno pri Žižku je pa tako, boljše brati original. Hvala.